Živijo, Borut Lesjak tukaj. Še eno izpoved bom dal od sebe. In sicer, ravnokar sem opravil močno meditacijo, kjer sem se zelo drl kričal, ker je to mišljeno med tako meditacijo, za tiste, ki prvič gledate moje posnetke. In sicer ogromno jeze v meni. Ta jeza je podedovana po obeh družinskih linijah in jezen sem pa na sebe, čeprav sem bil precej jezen na druge, ampak v resnici sem vedno jezen na sebe. Na sebe zaradi tega, ker se ne znam postaviti za sebe, ne znam si dati tistega, kar mi pripada ali pa kar si zaslužim ali pa česar sem vreden. In v resnici živim v iluziji, ker kdor me pozna, bo rekel, da si vedno vzamem čas za sebe, da za sebe najprej vzamem največji kos mesa. In verjetno je to res. In verjetno samo jaz ne vidim tega. Ker verjamem, ker nekaj v meni verjame, da to ni res. Da pač drugi vse dobijo in potem se jaz tega bojim in zato si za vsak slučaj rajš najprej vzamem zase največji kos mesa, da mi ga ne bi vsi vzeli. Tako to deluje. In zdaj se tega že precej dobro zavedam, ampak nisem se pa zavedal, da imam vse toliko prikrite jeze. In tudi ta jeza v resnici pravzaprav skriva eno ogromno žalost. Žalost, da me nimajo radi, da me mami ni imela rada, da me noben ni imel nikoli rad, ker nisem zadosti dober, ker ne naredim stvari tako, kot bi jih moral. In celo življenje se že trudim biti popoln, narediti vse res brezhibno, imeti vse nadrobnosti, podrobnosti. Moram pravilno izgovoriti to besedo podrobnost, ne nadrobnost. Moram imeti vse to pod nadzorom. In kako imaš lahko stvari pod nadzorom? Samo v glavi, ne v srcu. Srce je popotnik, romantik, ne more imeti srce stvari pod nadzorom. In to je res. V resnici srce teče s tokom. In jaz si zdaj želim teči s tokom. Zato se učim spuščati nadzor, učim se iti v srce in še vedno hraniti trezno glavo in zdrav razum kmečki, vse to povezovati. Na tem delam. Se pravi, zavedam se vse, imam veliko žalosti in jeze, ki je usmerjena na mene in samo ljubeznijo bom to počasi preobrazil v strast, v ustvarjalnost, vse to. Tako, to je bila moja izpoved. V resnici se počutim veliko bolje, kot pa večino časa verjamem. In to je del tega, kar govorim. In učim se imeti fino v življenju, se zabavati. In rad bi to podelil z ostalimi, zato to snemam. In verjamem, da ta tehnika, ki jo učim po metodi Davida Elliotta, je zelo primerna za to. Tako da pridite na mojo spletno stran www.celjenjesi, pa si pogledajte, če je tudi za vas dobra. Srečno. Adijo. In lep dan.